Spoštovane državne svetnice, spoštovani državni svetniki, spoštovani vabljeni, lep pozdrav. Pričenjam 19. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in na podlagi 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije. Upravičili so se dr. Jan Vid Golob, Milan Lukić, Rudi Matjašič magister, Uroš Brežan, Branko Šumenjak, z drugih informacij pa nimam. Na sejo so bili vabljeni magistra Julijana Bizjak-Mlakar, ministrica za kulturo. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Miljana Brgleza in predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. Sklicem 2.2.2016 ste prejeli naslednji dnevni red. Predlog odloženega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih. V skladu z drugim odstavkom 75a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odloženega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red naslednji. Torej, dnevni red, prva točka, predlog odloženega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, predlog odloženega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih. Najprej pozdravljam gostje v Državnem svetu, magistrico Julijano Bizjak-Mlakar, ministrico za kulturo, gospoda Antona Peršaka, državnega sekretarja z Ministrstva za kulturo, ter gospoda Klemna Krajgerja Mišiča, v.d. generalnega direktorja Direktorata za medije. Lep pozdrav. Državni zbor je zakon sprejel na 15. redni seji 28.1.2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti s klicem. Predlog odloženega veta, ki ga je predlagala Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ste prejeli po elektronski pošti s klicem izredne seje. Predlog odloženega veta je obravnavala Komisija za kulturo, znanost, šolstvo, šport. Poročilo komisije in predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča, ste prijeli na klop. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odloženega veta zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Ali želi predstavnik predlagatelja predloga odloženega veta podati kratko obrazložitev? Izvolite, besedo ima državni svetnik Rajko Fajt. Gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica, kolegice, kolegi, svetniki, lepo pozdravljeni. Torej, Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 7. izredni seji 3.2. obravnavalo pobudo državnega svetnika Branimira Štruklja za sprejem predloga odložilnega veta na zakon o spremembi dopolnitve zakona o medijih. Komisija je podprla pobudo državnega svetnika in sprejela naslednji sklep, in sicer, da Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport predlaga, da Državni svet sprejme zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih. Včeraj torej je komisija po 3-urni razpravi sprejela ta sklep. Razprava je pa v glavnem se odvijala v smeri opozoriti na nejasnosti oziroma določila 109. člena, oziroma zaključek katerega je, da se bi podražil poslovanje lokalnih radijskih postaj za vsaj 30% in pa predvsem tudi nejasen 86a člen, ki govori o kvotah predvajanja slovenske glasbe. Če bi morda podal obrazložitev, torej kot je komisija jo podala, zakon o spremembi dopolnitvah zakona o medijih vsebuje več spornih določb, za katere je Komisija za kulturo, znanost in šolstvo in šport že v obravnavi predloga zakona ocenila, da so nedorečene in vprašljive glede sorazmernosti delovanja medijev, avtonomije urednikov in avtorjev, svoboda izražanja tako medijskih akterjev kot poslušalcev in z vidika poseganja v svobodno gospodarsko pobudo.
Najbolj problematična je časovna omejitev in odstotkovna določitev uresničevanja že do sedaj določene 40% dnevne kvote slovenske glasbe za posamezne radijske programe RTV Slovenija in 25%, ko gre za radijske in televizijske programe posebnega pomena. Novela zakona zahteva, da mora biti 60% te kvote predvajane v dnevnem in najbolj poslušanem času, to je med 6. in 19. uro, pri čemer mora najmanj 70% tega deleža predstavljati glasba, ki je izključno ali v večinskem delu izvajana v slovenskem jeziku, razen ko gre za radijske in televizijske programe, ki v večinskem delu predvaja instrumentalno glasbo. Najmanj četrtino tega deleža pa mora predstavljati slovenska glasba, prvič predvajanja pred največ 2 letoma. Tukaj se je odprla razprava, oziroma se je vodila razprava v smislu težko zagotavljanja teh kvot, predvsem ko je radijski program sestavljen v veliki večini iz govornega dela, ki pa tako ali tako poteka v slovenskem jeziku. Torej, ta zakon za urednike radijskih programov pomeni prevelik poseg v uredniško avtonomijo. Zakonsko ureditvijo, ki na ta način določa program, se radijska medijska krajina bistveno spreminja, posledično tudi javni radio, ki postaja celo vodeni in nadzorovani del aktualne politične sheme v državi. Omenjene spremembe pomenijo prevelik vpliv zakonodajalca na programsko vsebino. Tako visoka kvota je nedopustna in nesorazmerna glede na ostalo medijsko produkcijo, ne glede na to, ali gre za vpliv na del programa ali ves programski čas. Gre za očiten poseg v ustavne pravice in svoboščine glasbenih avtorjev, urednikov, lastnikov radijskih hiš in drugih akterjev z področja glasbene industrije in za očitno ogrožanje javnega interesa. Javni interes namreč omogoča ustvarjanje koncepta kakovostnega in raznovrstnega programa. Svoboda izražanja ne zagotavlja le svobode tistemu, ki sporočilo pošilja, ampak tudi tistemu, ki ga sprejema. Poslušanje glasbe nedvomno spada med sprejemanje kakršnikoli informacij in idej, posredovanje v kakršnikoli obliki in je s tem zaščiteno z Ustavo in Evropsko konvencijo. Prav ta javni interes pomeni središče svobode medijev, svobodnega javnega komuniciranja, ki sta elementa ustavne pravice do svobodnega izražanja in svobode javnih občil. Vsebina tega javnega interesa pa je tudi kakovost in raznovrstnost programa. Glasba je njegov sestavni del. Ta javni interes je sestavljen tako iz legitimnega pričakovanja poslušalstva, da bo slovenska glasba predvajana, kot tudi iz enakega pričakovanja, da bo sledila kulturni oziroma umetniški raznovrstnosti in da ne bo enolična. Zakonodajalec ni analitično in prepričljivo dokazal, da so zaostreni kriteriji in pogoji glede predvajanja slovenske glasbe utemeljeni. Tudi Ministrstvo za kulturo ni pojasnilo, zakaj je tako omejitev nujna in zakaj le na radijskem glasbenem področju in ni navedlo niti enega ustavno sprejemljivega razloga za omejevanje svobode medijev in poslušalcev. Država sicer lahko predpiše tovrstne pogoje, ker podeljuje radijske frekvence kot javno dobrino, a imajo po Evropski konvenciji o človekovih pravicah poslušalci pravico sprejemati ideje, sporočila brez vmešavanja javne oblasti, vsaka omejitev pa je dovoljena le, če je nujna. Leta 2016 uveljaviti tako močan vpliv na javne medije v nasprotju z logiko in poslanstvom javnih RTV servisov. Omejevanje na tak način in preferiranje v deležu skladb glede na starost posnetka avtomatično onemogoča programsko profiliranost določenih programov in negativno vpliva na kakovost in avtohtonost slovenske glasbene ustvarjalnosti in polustvarjalnosti. Dosedanja 40%, ko gre za vsak posamezni program Radio Televizije Slovenije, oziroma 25%, ko gre za radijske in televizijske programe posebnega pomena, enakomerno razpojena slovenska glasba čez cel dan, to je v nočnem in dnevnem programu, je sprejemljiva in izvedljiva. To v včerajšnji razpravi so tudi potrdili predstavniki medijev in na to kvoto, kot je bilo poudarjeno z njihove strani, so seveda tudi vsele pripravljeni pristati.
Torej, na ta način radijska uredništva lahko ohromijo spoštljiv odnos do lastne glasbene produkcije, obenem pa zagotovijo pregled glasbenega dogajanja po svetu ter ohranijo pester izbor, glasbeni zbor. Na nesmiselnost takšnega imenovanja opozarja tudi ustavna pravnika dr. Andraž Teršek in dr. Jurij Toplak. Opozorila sta na javnosti nesprejemljive zamisli o zakonskih določbah, po kateri bi moral vsak pobudnik, iskalec in imetnik slikarskih del ponujati, iskati ali posredovati točno določen delež novih slik, ki niso starejše od 2 let. Vsak imetnik slikarskih del mora imeti doma določen delež slovenskih slik, vsak pobudnik knjig na svoji knjižni polici imeti določen delež slovenskih knjig in določen delež novih slovenskih knjig in tako dalje. Vprašljiva je vzpostavitev evidenc slovenskih del, prvič predvajanih pred največ 2 letoma pri pristojnem ministrstvu. Zlasti pa se postavlja vprašanje, kdo, če sploh, bo pristojen za oceno kakovosti glasbenih del in njegovih izdajateljev. Sprejeta ureditev ne omejuje le svobodnega glasbenega urednikovanja, ki ga določa 7. člen veljavnega zakona o medijih, ampak omejuje tudi svobodno gospodarsko pobudo, zagotovljeno s 74. členom Ustave Republike Slovenije. Spremenjena zakonska ureditev torej ni sprejemljiva, ker ne povečuje podpore slovenski glasbi, ne izboljšuje položaja slovenskih glasbenih ustvarjalcev, omejuje slovenske radijske programe, namesto da bi jih bogatila, zmanjšuje raznolikost in poslušalce jemlje izbiro, namesto da bi jo širila. Prekomerno posega avtonomijo in delo programskih ustvarjalcev, otežuje delo glasbenih urednikov in nasploh radijskih ustvarjalcev, programov in predvsem javnega radija, je nesodobna, nerazvojna, saj izrazito zavira razvoj specializiranih profiliranih radijskih programov, ki se končno obetajo z uvedbo digitalnega radija. Sedaj bi še podal nekaj poudarkov oziroma zaključkov, ki so bili torej včeraj na komisiji sprejeti oziroma izpostavljeni. Predvsem je pomembno poudariti, da so bili deležniki, kot sem prej že omenil, že usklajeni in dogovorjeni glede kvote 40% slovenske glasbe, oziroma sicer na 50% v nočnem času, oziroma 50% v dnevnem času, torej od 6. do 22. ure. Torej, največja napaka je bila, da je prišlo do enostranskega spreminjanja že usklajenih meril. Na to neusklajenost oziroma na uvedbo teh na novo uvedenih določil so opozorili tudi mene kot predstavnika lokalnih interesov, lokalne radijske postaje oziroma njihovi vodje. Dalje, dopolnilo zakona krni možnosti urednikom in avtorjem za kreiranje glasbenih, govornih in drugih vsebin v radijskih programih. Dalje, te spremembe so večinoma dotikajo nacionalnih radijskih postaj, poleg uvrščene slovenske glasbe v redni program, slovensko glasbo podpirajo tudi z glasbenimi in tematskimi oddajami, izdajanjem nosilca zvoka ter koncerti. Ko gre za obveznosti radijskih postaj pri izdelovanju playlist za nadzorni organ, je to nepotreben strošek, to predvsem ugotavljajo torej predstavniki radijskih postaj in obremenitev, saj playliste že izdelujejo na SAZS-u in IPF-u, zato posebni seznami niso potrebni. Pri tem bi torej še dodal, da se to nanaša na obveznosti poročanja, konkretno na natančen popis vseh vsebin 24 ur dnevno, 365 dni na leto. V praksi bi to pomenilo, da bi morali, tako vsaj trdijo predstavniki radijskih postaj, dodatno zaposliti, dodatne zaposlitve, katerih naloga bi bila izključno zapisovanje podatkov o predvajanjem programov, zgolj zato, da bi bilo zadoščeno, kot trdijo, neživljenjskemu 7. odstavku 109. člena. Torej, to zakonsko določilo bi skratka pomenilo, da bi bilo potrebno vsakič, ko bo radijski voditelj spregovoril, napisati, kdaj
je radijski voditelj začel govoriti, kdaj je radijski voditelj nehal govoriti, naslov tega, kar je radijski voditelj povedal, vrsto vsebine, zvrst, gre izobraževanje, kultura, umetništvo. Torej, skratka, dodatno delo, ki seveda pomeni povečanje stroškov poslovanja radijskih postaj. Morda bi še izpostavil tudi na 109. členu predvideno postopnost v postopku odvzema dovoljenja. In sicer bili smo tudi opozorjeni, da ni točno določeno, katere so tiste hujši prekrški oziroma hujše kršitve, zaradi katerih je ukrep odvzema dovoljenja smiseln oziroma gre za sorazmerno kršitev. Torej novi 109. člen nikjer ne določa, kateri so lažji, kateri težji prekrški. Dejansko edini ukrep, ki ga predvideva novi 109. člen, več različnih oblik prenehanja oddajanja medija, torej gre za začasni preklic dovoljenja, razveljavitev dovoljenja. Takšna vrsta kazni bi morala biti izreden ukrep, ki se uporablja v izrednih primerih ob najhujših ali ponavljajočih kršitvah, ne ob vsakem najmanjšem prekršku, ki ga stori medij. V zakonu torej tudi ni določeno, koliko časa lahko traja začasen preklic dovoljenja, ki bi bil najbolj mila kazen. Inšpektor, ki zakon bere dobesedno ali zlonamerno, lahko dovoljenje začasno prekliče recimo tudi za pol leta ali celo več. Morda naj zaključim ob tem, da je na komisiji tudi bilo poudarjeno, kako bi v takem primeru svojo vlogo odigral inštitut ponovnega odločanja, za katerega se zavzema Državni svet. Tako bi lahko odprli le obravnavo spornih delov in omogočili njihov morebitni popravek. Tako ne bi bilo potrebno zavrniti zakona o medijih v celoti, kar bi lahko kdo tudi narobe razumel, kot je včeraj bilo na nek način poudarjeno, da smo člani komisije morda celo proti slovenskemu jeziku oziroma proti slovenski glasbi. Nikakor. Večkrat je bilo poudarjeno, da torej vsi podpiramo to, da mora biti prisotna slovenska beseda, da morajo biti prisotna slovenska glasba, vendar nimamo te možnosti, da bi morda lahko odprli samo sporni člen in na njega opozorili. Tako je žal bil sprejet sklep za odložilni veto, kar pomeni ponovno obravnavo celotnega zakona. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku in poročevalcu Rajku Fajtu. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik predlagatelja zakona. Izvolite, besedo ima magistra Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo. Hvala lepa. Spoštovani državni svetniki in svetnice, danes sem bila v Državnem zboru, hramu demokracije, na slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku, ki ga bomo praznovali v ponedeljek, 8. februarja. Poslušali smo kakovostno slovensko zborovsko glasbo. Verjetno se boste strinjali, da je jezik hrbtenica kulture, narodne identitete, narodove samozavesti in ponosa. Najbrž se boste strinjali tudi s tem, da smo si Slovenci državo izborili s peresom in ne z vojsko, tudi ne s kapitalom in tudi ne z lobiranjem. Verjetno se boste strinjali tudi s tem, da imamo lastno državo prav zaradi slovenskega jezika, za katerega so tvegali svoja življenja številni naši predniki. Zato, da se je slovenski jezik sploh obdržal, da ga danes sploh lahko govorimo. Slovenci s svojim jezikom in svojo kulturo prispevamo tudi k kulturni raznolikosti in kakovosti kulturne ustvarjalnosti znotraj Evropske unije. Nedavna raziskava Interstata je pokazala, da več kot 54% tistih, ki so se izjasnili o deležu slovenske kvote,
pričakujejo od javnih radijskih frekvenc v povprečju okoli 61% glasbe v slovenskem jeziku. Če vključimo še ostale prebivalce, ki so se o kvotah izjasnili, lahko ugotovimo, da si večina prebivalcev želi okoli 44% glasbe v slovenskem jeziku. Dejstvo pa je, da so trenutne kvote bistveno nižje. 20% za komercialne radijske postaje, 40% za nacionalne radije. Pa tudi te kvote, ki jih novela zakona sploh ne spreminja, se že celo desetletje ne spoštuje. Navedbe mojega predgovornika torej ne držijo. Lastniki in uredniki slovensko glasbo samovoljno, omenjena raziskava kaže, da mimo volje in interesa javnosti porivajo v nočni čas, ko to glasbo sliši le 4,3% prebivalstva, ki redno posluša nočne programe. Poglejmo si grafa, ki nazorno prikazuje ta zlorabo sedanjih kvot in potiskanje slovenske glasbe v nočni čas. Pri nacionalnem radiju Val 202, to je dovolj nazorno, to se pravi, to je nočni čas, kvote, ki so, oziroma dele slovenske glasbe po dnevi in potem spet, ko se približuje nočni čas, spet zraste. Val 202, nacionalni radio. Poglejmo si komercialni radio gospoda Oblaka, nočni čas, potem kvote, okoli 7% samo po dnevi slovenske glasbe, samo 7%, in še to je del te glasbe v angleščini, niti ne v slovenskem jeziku, in potem seveda porast, ko pride noč. To so dejstva. Torej, ne drži tisto, kar je bilo napisano v predlogu za veto. In če se pogledamo recimo še en komercialni radio, radijska mreža Radio Center, ponovno podobna slika. To je slika, povedala sem vam pa, kaj pravi raziskava Interstata. Torej, navedbe, ki smo jih prej slišali, ne držijo. Kar seveda dokazuje, kot rečeno, neutemeljenost navedb v zahtevi za veto. Neutemeljene so tudi dodatne navedbe državnega svetnika, ki je govoril pred menoj, ki so bile na seji včeraj prepričljivo zavrnjene, tako strani Ministrstva za kulturo, kot tudi nadzornega organa AKOS-a. Spoštovani, kako naj Slovencem doma in v zamejstvu, kjer se v multikulturni Evropi, Slovenci v Italiji, Avstriji in v Porabju še vedno borijo za slovenski jezik, ob slovenskem kulturnem prazniku, ko jim bom predstavljala napredek na kulturnem področju, predstavim odločitve tega visokega doma in tega častnega zbora, kolikor se državni svetniki danes ne boste odločili za vsaj minimalno varovanje po mnenju prebivalstva že tako prenizkih kvot slovenske glasbe. Da bo slovenska glasba v približno enakem deležu, kot je kvota, torej okoli 20% na komercialnih radijih in okoli 40% na nacionalnih radijih, predvajana tudi po dnevi. Le to namreč določa novela zakona, ne pa kaj drugega. Kako naj jim pojasnim, da boste državni svetniki danes z izglasovanjem veta dovolili še nadaljne zlorabe kvot strani nekaterih pomembnih lastnikov oziroma urednikov radijev, ki uporabljajo javne frekvence ali pa so celo javni uslužbenici RTV Slovenije, ki jo celo plačujemo z javnimi denarji. Varovanju, kot ga poznajo v številnih drugih državah, v Franciji, kjer je kvota 40%, v Hrvaški, na Nizozemskem, na Portugalskem, kjer je 60% kvota za domačo glasbo in drugod. In tej običajni minimalni zaščiti lastne kulture nekateri neoliberalni krogi v Sloveniji rečejo kršitev svobodne gospodarske pobude ali celo uredniške svobode, ki naj bi bila po njihovem nad javnim interesom prebivalcev Slovenije. Podatki kažejo, da urednikom nacionalnega radija Vala 202 predvidenih 60% tuje glasbe, zapete večinoma v angleščini, očitno ni dovolj, saj so z odrinjanjem slovenske glasbe v nočni čas, tuji glasbi v dnevnem času namenili celo okoli 75% časa.
in to na račun slovenske glasbe, ki so jo izrinili v nočni čas in jo poslušalcem naredili praktično neslišno. Podatki kažejo, da se urednikom in lastnikom komercialnih radijev zdi 80% tuje glasbe čez dan še premalo, saj so dnevno kvoto slovenske glasbe skrčili na borih 7% ali še manj. Preostali delež do 20% pa namenili tuji glasbi, zapeti večinoma v angleščini, kar pomeni, da se predvaja po dnevi okoli 93% glasbe v tujem jeziku, večino angleškem. Iz dosega slišnosti večine prebivalcev zato že 10 let komercialni radiji in žal tudi nacionalni Val 202 izrinjajo slovensko glasbo. Spoštovani, včeraj sta Ministrstvo za kulturo in nadzorni organ AKOS jasno dokazala netočnost navedb gospoda Karolija, gospoda Štularja in gospoda Oblaka, ki so jih ponavljali še strani zbornice o kvotah in o nadzoru, ki da naj bi povzročil pretirane stroške. Tudi danes smo slišali to navedbo. Nič od tega ne drži. Gre za zavestno zavajanje javnosti, kar je bilo jasno povedano in pojasneno strani ministrstva in tudi strani AKOS-a. Urednik nacionalnega radija je včeraj postregel že s tretjim izračunom kvot, s čimer je demantiral tako podatke gospoda Filija kot tudi gospoda Karolija. Predstavnica sindikata glasbenikov pa je predložila prave podatke, pridobljene iz arhiva SAZAS-a, ki natančno spremlja predvajano glasbo in so se njeni podatki povsem ujemali tudi z izračuni Ministrstva za kulturo. Da ne omenjam, da si je moralo ministrstvo pridobiti podatke o predvajanju glasbe od nadzornega organa AKOS-a, od SAZAS-a, od IPF-a, saj jih javni zavod RTV Slovenija ministrstvu še ni posredoval. Ministrstvo in AKOS sta torej včeraj utemeljeno zavrnila vse navedbe, ki so bile osnova za predlog o vetu, ki je danes pred vami. Novela zakona namreč ne spreminja niti deleža kvot in ne določa niti ene skladbe več, kot je določena sedaj. Prav tako tudi ne posega v govorni program, ki ga vsebinsko določa urednik. Torej novela zakona ne posega v nikakršen program in še manj v uredniško svobodo. Novela posega le v razmerje med številom slovenske in tuje skladbe. In to predvsem na radijih, ki so doslej zlorabljali sedanji namen kvot in slovensko glasbo potiskali v nočni čas, ter onemogoča sedanjo zlorabo kvot. Določa namreč, da se slovensko glasbo v deležih približno v višini kvot predvaja tudi po dnevi. Gre le za radije, na katerih lastniki in uredniki zanemarjajo materni jezik v peti obliki, zaradi česar je ministrstvo dolžno zakonom zaščititi lastno kulturo, slovensko kulturno ustvarjalnost in slovenski jezik v skladu z resolucijo o jezikovni politiki, ki je bila sprejeta v državnem zboru. Zavrnjene so bile tudi navedbe o pomanjkanju dobre slovenske glasbe. Iz arhivskih posnetkov SAZAS-a izhaja, da radiji v letu dni zavrtijo 4381 pesmi več kot 50-krat. In to kljub temu, da je trenutno prijavljenih več kot 100 000 glasbenih del, za leto 2015 pa je že prijavljenih 3500 novih pesmi. Raziskovalec glasbe, gospod Longika, meni, da kdor trdi, da ni dovolj kakovostne glasbe, ima v ozadju druge interese. Za kakšne interese torej gre? Preplet zasebnih, večinoma komercialnih interesov je v glasbeni industriji povsem nepregleden, saj so tokovi finančnih sredstev med tujimi založbami, lastniki medijev, uredniki, avtorji in soavtorji skladb ter odločevalci o tem, kaj se na radijskih postajah sploh vrti in drugimi vsebina licenčnih in drugih dogovorov celo pri nacionalni RTV Sloveniji precej nejasni. Prav tako je povsem nejasen tok denarja v tujino, iz tega nedvomno izjemno dobičkonosnega posla. O čem javnosti je ta trenutek jasen le slovenski glasbi nenaklonjen blok, morda finančni, javnega in zasebnega. Prav nepreglednemu interesnemu delovanju lahko pripišemo dejstvo, da je posameznim interesnim skupinam že 10 let uspevalo zaustavljati zakonske spremembe na področju medijev. Utemeljenih vsebinskih razlogov za izglasovanje veta v primeru novele medijskega zakona torej ni,
ne v 86.a in niti v 109. členu novele zakona o medijih. Ničesar ni vprašljivega ali nedorečenega, razen sedanjih zlorab zakona, kar poskušamo urediti v noveli. Gre torej za zavajanja določenih akterjev, o katerih smo danes že slišali. Odločitev za veto bi pomenila odločitev za legitimacijo zlorabe že tako nizkih kvot slovenske glasbe. Pomenila bi dovoljenje medijskim mogotcem in urednikom, da zasledujejo le svoj tržni interes in z dnevnega sporeda umaknejo slovensko glasbo in predvajajo po dnevi le še pesmi v tujem, na primer angleškem jeziku, kar se nam do neke mere že tudi dogaja. Kar pa je nedvomno v nasprotju z izraženimi potrebami prebivalstva in tudi z javnim interesom, ki je v varovanju materinščine in lastne kulture, ter povsem običajen ukrep tudi v drugih državah. Naj bi torej komercialni interes preglasil javnega na frekvencah, ki so javno dobro, in na javnih radijih, ki jih plačujemo z javnim denarjem. Začudena sem, da se lahko v Sloveniji, ki jo je izborila kultura, o predlogu, ki bo preprečil očitne zlorabe zakona in javnih frekvenc za zasebne koristi, v tem cenjenem domu sploh govori kot o poseganju države v svobodno gospodarsko pobudo in v uredniško avtonomijo. V čem pa? Od kdaj pa je zasebna korist nad javnim dobrim? Odločitev za veto bi torej pomenila napad na slovensko glasbeno ustvarjalnost, napad na slovensko kulturo in napad na slovenski jezik. Dr. Josip Mal je daljnega leta 1929 v knjigi Zgodovina slovenskega naroda napisal, da je bila neka gospa hudo užaljena, ko so ji na nemška vprašanja odgovarjali po slovensko, pri nas. Mnogi Slovenci pa naj bi se pregrešili tudi s tem, da so prepevali slovenske pesmi. Slovenščina je bila v zgodovini mnogokrat prepovedana, vendar so si Slovenci tudi v današnji Sloveniji izborili ustavno pravico do materinega jezika. Ali delajo naši glasbeni ustvarjalci v očeh nekaterih spet pregrehe, ko pojejo slovensko? Prešeren bi se v primeru veta zagotovo obrnil v grobu. Prebivalcem Slovenije pa bi na slovenski kulturni praznik ta visoki dom podaril zagotovo osovražen ukrep, kot kaže raziskava Interstata, zato upam, spoštovani svetniki, da veta ne boste izglasovali. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospa ministrica, za vašo razlago. Sedaj pa ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ja, izvolite. Besedo ima predstavnica, vodja interesne skupine, magistra Darja Kuzmanič-Korva. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Naša interesna skupina negospodarskih dejavnosti, v katero sodi tudi področje kulture, se je danes sestala na 43. seji in smo se seznanili tako z novim zakonom, tudi s proceduro, kako je bil zakon pravzaprav sprejeman. Kot smo ugotovili, je bilo v sami proceduri kar veliko stvari usklajenih in potem v sami proceduri Državnega zbora to spremenjeno, brez vpliva široke civilne javnosti. Gre za na nek način, bom rekla, presedan, ko ministrstvo na svoj način interpretira zadeve. Mi smo zelo globoko za slovenski jezik in tudi za slovensko kulturo. In take obrazložitve, kot smo bili deležni v tem trenutku strani gospe ministrice, je verjetno za nek drug sistem, v katerem so nekateri, tudi jaz še živela, kjer je bila grožnja tako ali drugače, kaj moramo narediti in kako moramo narediti. Vsi imamo radi slovenski jezik, tudi slovensko pesem. Vendar, če vse radijske, tako javne kot tudi zasebne, opozarjajo, da ni mogoče izpeljati programa na način, kot je predpisan,
je to na nek način velja prisluhniti. Ministrstvo je tudi obljubilo, da bo v letošnjem letu, do konca letošnjega leta, posodobilo celoten zakon. Veliko stvari je noter v zakonu takih, ki jih je potrebno spremeniti in tudi sicer, tako kot je že uvodničar povedal, gospod Fajt, gre za to, da je veliko stvari tudi v tem predlogu zakona dobro narejenega in da samo nekaj točk oziroma nekaj členov takih, ki so sporni. In zaradi teh nekaj členov smo seveda tisti, Državni svet kot zadnji branik, tisti, ki z vetom reagiramo na te anomalije v sistemu. Menimo, da se je potrebno uskladiti in da je potrebno dati civilni iniciativi priložnost, da pove svoje in da tudi uredimo zadeve. Tako da ne sprejemamo tega, da je dosedajšnja zakonodaja bila zlorabljena. Kot ste bili na ministrstvu, da niste ukrepali? Kaj ste počeli do zdaj, če niste ukrepali? Če so do zdaj radijske postaje kršile zakonodajo, jo bodo verjetno za večjo kvoto še bolj kršile, ker jo ne bodo mogle izvesti. Torej, gre za nekaj res sprenevedanje. In če dovolite, gospa ministrica, zelo rada bi vas slišala vabila, ki smo jih dobili na kulturni praznik, za kulturni praznik, če lahko prečitate, koliko slovenskih avtorjev in izvajalcev bo nastopalo na kulturnem prazniku. Mislim, da je samo eden. Naša interesna skupina bo glasovala po svoji vesti. Nismo se hoteli ali pa želeli izreči, vendar mislim, da je tudi iz te moje razprave kar nekaj stvari jasnih, o katerih smo danes govorili. Hvala lepa. Vodi interesne skupine magistri Darji Kuzmanič-Korva. Sedaj pa odpiram razpravo in sprašujem, ali želijo besede državne svetnice oziroma svetniki. Izvolite, besedo ima državni svetnik Zoran Božič. Gospod predsednik, spoštovane kolegice svetnice, spoštovani kolegi svetniki, spoštovana gospa ministrica, spoštovani predstavniki medijev in zainteresirana javnost. Srčno upam, da moj nastop ne bo mišljen kot napad na slovenski jezik, na slovensko kulturo, skratka na slovenski narod v celoti in da se moj ljubi France Prešeren ne bo niti za milimeter obrnil v grobo. S čimer se navazujem na besede kolegice, ki je takoj se odzvala, kar globoko cenim, kajti mislim, da tako hude besede spoštovane gospe ministrice glede našega odnosa do jezika in do vsega drugega, kar bi se po njem zgodilo v primeru, da se izglasuje odložilni veto, nikakor niso upravičene. Da se razumemo, sam kot predstavnik vzgoje in izobraževanja v tem drugem domu parlamenta, kot profesor na srednji šoli in univerzi in tudi prešernoslovec, seveda se absolutno zavzemam za kvote slovenske glasbe v programih, kar je seveda rešeno že od leta 2006 dalje. Celo za povečanje predvajanja skladb po slovenskem jeziku oziroma slovenski skladb v dnevnem času, skratka za večjo zaščito slovenščine in pri tem nimam čisto nobene dileme. Da je to dobro, da je to tudi, če pogledamo danes, kjer se vse meri skozi denar, pravzaprav tudi ekonomsko pomembno. Dokazujem s televizijskimi primeri, če se spomnite, jaz sem nekoliko starejši človek, lahko bi bil že dedek, pa še nisem, in včasih so vrteli tako imenovane limonade, žajfnice, seveda najprej mislim, da v španskem jeziku, ena je bila celo v portugalščini, kasneje seveda vemo, da tudi v drugih jezikih. Zdaj imamo
take stvari, ena žlahtna štorija, usodno vino, v domačem slovenskem jeziku, ena je bolj knjižna, druga je bolj narečna. In kaj se je zgodilo? Proti vsem pričakovanjem, seveda je to množično gledano. Ampak kaj to pomeni? To reže kruh velikemu številu slovenskih ljudi, ki so se izobraževali seveda predvsem na državne stroške in seveda zdaj delajo, ker je to seveda cela produkcija. Skratka, zelo, zelo pomembno je, da mi sami ustvarjamo tak program, ne pa da plačujemo za tuje nadaljevanke, hoče reči, tudi če ni vsebinsko briljantno, tudi če stvari niso vrhunske, boljše, če so v domačem jeziku. Ravno tako, mislim, velja za pesmi. Skratka, podpiral sem zakon in tudi včeraj na komisiji sem glasoval edini proti predlogu za odložilni veto. Zmotilo me je še nekaj. Pri mnenju Gospodarske zbornice Slovenije, ki ste ga verjetno vsi prebrali, mislim, da je šlo za kar nekaj manipulacije. Namreč, tam piše, da je kakovostne slovenske glasbe, nisem mogel verjeti, v zadnjih 20 letih popularne, primerljive s tujo, kvečjemu za 100 do 150 skladb. Iz česar izpeljujejo v svoji utemeljitvi, da je popolnoma nemogoče zadostiti zahtevi zakona, ki pa zahteva po njihovih točnih izračunih 1000 skladb pri komercialni postaji na mesec. Čem je manipulacija? Manipulacija je dvojna. Prvič je, tudi po mnenju Jureta Longike, sem natančno prebral njegov intervju, tukaj je, kakovostne slovenske glasbe daleč več, se pravi, meri se v 1000 skladb. Drugič pa nikjer ne piše, da seveda 1000 skladb na mesec mora predvajati, ker so to ponovitve iste skladbe. Se pravi, lahko je ena skladba predvajana 10-krat, 50-krat. Gospa predstavnica sindikata Miša Čermak je natančno povedala, 4500 slovenskih skladb se zavrti več kot 50-krat, kar pomeni, da gre za strahotno dvojno manipulacijo. To sem spoznal. Ampak, zdaj pa sledi ampak. Danes bom pa glasoval za veto. Odkot ta preobrat z dneva preko noči? Ne gre za to, kar se je zgodilo na včerajšnji seji in o čemer so menda poročali tudi mediji, da se je zgodilo nekaj, česar kot drugi dom parlamenta ne moremo in ne smemo dopuščati. Danes oblast, konkretno predstavniki ministrstva, če se ne strinjamo z njihovimi predlogi in z njihovimi razumevanji, pošiljajo iz Republike Slovenije. Tega vsekakor ne bomo dopustili. Problem vidim pa v naslednjem. Potreben bi bil prvič nov zakon o medijih. Čas je že, poglejte, zamenja se vodstvena ekipa na ministrstvu, ampak tam ostajajo isti državni uradniki. Se pravi, njihova dolžnost je, da v kratkem času pripravijo predlog, celovit predlog novega zakona o medijih. Moje izrazito osebno mnenje, ne toliko zaradi prvega programa RTV in Vala 202, ki sta izjemno kakovostna, problem vidim, ampak to je zgolj moj osebni pogled, predvsem v slovenski nacionalni televiziji. Drugič, kar je ključno in je predsednik, ki je imel besedo na koncu, zelo jasno povedal. Prvotni dogovor, preden je šlo to v parlamentarno proceduro, je bil usklajen. In se ne bi zgodilo, če bi ga poslanci in tisti, ki stojijo za njimi, upoštevali. Šlo je za dogovor. Ostanemo pri zahtevi 40-20% pač po slovenskem deležu, ampak gremo na enakomerno razporeditev 50-50 v terminskem razponu od 6. ure zjutraj do 22. ure zvečer. To je bilo, postajam še sprejemljivo. Kdo in zakaj je vplival na spremembo, tega ne vem, ampak ta dogovor je bil porušen.
In se spet sklicujem na gospoda Longiko, na katerega so se včeraj nekateri sklicevali, ampak samo pri tistem, kar jim je ustrezalo. Gospod Longika pa na koncu jasno pove, da on, ki trdi, da je dovolj slovenske kakovostne glasbe, istočasno trdi, da je sedanji predlog, kot je zapisan v zakonu, pravzaprav morilski za val 202, kar pomeni, se ne moramo sklicovati na njega samo takrat, kadar nam to ustreza. Dalje. Kdor je prebral dikcijo zakona, sam sem si natisnil najprej obstoječi zakon, potem pa seveda ta 86a člen in priznam, da sem imel velike težave. To je takrat, kadar zakone noveliramo. In takih zakonov je pri nas ogromno in preveč. In je logično, da so potem tako na ministrstvu, tako mediji, pač razumeli vsak po svoje, ker je dikcija problematična, ker ni enoznačna. In je povedal gospod Mirko Štular, zvala 202, je rekel, če bi zapisali čisto enostavno 40% čez dan, 40% po noči, bi bila stvar jasna. Zakaj niso? Zakaj niso? Kar pomeni, poslanci, po moje, ne bomo obteževali drugega dela parlamenta, ampak namesto, da bi stvari izboljšali, pri čemer imajo podporo zakonodajno-pravne službe, pa na vladi in tako naprej, so stvari poslabšali. In zdaj moramo pa mi reševati stvari, ki jih seveda ne moremo. Zakaj jih ne moremo? To vsi dobro vemo in kaj nas čaka. Domnevam, da bo seveda odložilni veto gladko izglasovan. Mislim, da se vam to vidi po očeh, to je bilo včeraj rečeno, danes verjetno isto. In rezultat, ali bo zakon padel, ena možnost, če bo pa sprejet, bo pa to slab zakon. Vidite, to so pa slabe rešitve. Ker smo rekli, vključno s kolegico, da nekaj členov je pa res pomembnih in dobrodošlih. In smo pri že omenjenem predlogu, ki ga je tudi kolega Fajt seveda lepo omenil, o ponovnem odločanju. Zdaj pa govorim predvsem predstavnikom medijev, ker mislim, da ste nas do sedaj, ker se zgodba vleče že kar nekaj časa, bistveno premalo pri tem podprli, se pravi, da je to apel, gre pa za to, ker seveda vsi pričakujemo, da se bo celoten medijski zakon kmalu spreminjal in če ne bo državni svet imel pri teh spremembah večje vloge, bomo spet dobivali slabe zakone. Zakaj gre? Če bi bilo sprejeto to ponovno odločanje, za katerega domnevam osebno, trenutno sploh ni politične volje, čeprav se naš predsednik trudi že najmanj 2 leti, usklajuje se s strankami, ki se seveda vmes tudi zamenjajo in z vladami, ampak nihče se ne odloči, da bi to ponovno uvedli in jaz osebno mislim, da se tudi ne bo. Se pravi, apeliram pa na medije, da o tem pišejo, da o tem razmišljajo v svojem interesu, namreč alternativa ponovnemu odločanju, da potem, ko je zakon že izglasovan, se odpre samo še en člen, je pa še ena, da ima po poslovniku državnega zbora državni svet možnost vlaganja amandmajev. Zdaj si predstavljate drugi dom parlamenta, mi ne moremo niti za odbor vložiti amandmaja, tako je v poslovniku, ustava seveda je tukaj ni dorečena in to pomeni, mi prosimo, če se obravnava naš kvazi amandma na odboru, na plenarni seji nasploh ni zdraven. Če pa bi, pogledajte, to je pa pomembno in s tem bom končal, torej, če pa bi bil spremenjen poslovnik državnega zbora, kar sploh ni problem, ker bi bilo treba v bistvu dodati samo besedici v ustreznem členu tudi državni svet, da bi mi lahko vložili amandma najprej na odboru, potem pa še bolje tudi na plenarni seji, bi take zagate, če bi bilo spoznanje, da gre ministrstvo z glavo skozi zid in da so se ljudje uprli, na eleganten način rešili. Se pravi, da bi bil temeljni namen državnega sveta, da prispevamo k boljšim zakonom, lahko uresničen. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku, doktorju
Zoranu Božiču. Želi še kdo razpravljati o državnih svetnikov oziroma svetnic? Izvolite, besedo ima državna svetnica magistra Marija Lah. Hvala lepa za besedo, predsednik. Oglašam se v imenu medijske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije, glede na to, da sem predstavnica delodajalcev v državnem svetu. Moram pa uvodoma, glede na uvod gospe ministrice, podati svoja osebna občutja ob pavšaliziranju gospe ministrice. In sicer izhajam iz družine, ki je bila med drugo svetovno vojno nasilno izseljena v Srbijo in je bila z strani tistih, ki so jo izselili, in s strani tistih, ki so jo sprejeli na območje, kamor je bila izseljena, globoko, da rečem, šikanirana, da bi pozabila na slovenski jezik, pa ga ni. Pa smo gojili slovenski jezik in ga gojimo še danes in skrbimo za njega in za njegov razvoj, ne glede na to, da kar nekaj naših ljudi v širši družini živi v tujini. Zato bi prosila, da se v bodoče vzdržite takih pavšalnih obsodb, ker so zelo, zelo boleče, posebno za tiste, ki smo ali pa so bili moji starši, predhodniki, pri tem osebno tudi prizadeti. Druga zadeva, jo moram poudariti, čeprav se bom ponavljala, tako za kolegom Božičem kot s kolegico Darjo, če je bilo tako zelo narobe pri slovenskih medijih, se sprašujem, ne samo za vas, spoštovana gospa ministrica, pač pa tudi za vaše predhodnike in vse tiste vaše pooblaščence, ki sedijo v svetih vseh teh javnih zavodov, zakaj že do danes niso ukrepali. Ukrepali na tak način, da bi izboljšali stanje v teh javnih zavodih, ne pa, da prizadanejo tiste, katerim so mediji namenjeni. Sej mediji niso sami sebi namen. Mediji so namenjeni poslušalcem, tako kot izdelki v trgovini so tudi namenjeni potrošnikom. In ne vem, kako bi se Krka odzvala ali pa katera druga proizvodno podjetje, kako bi se odzvalo, če bi jim država predpisala vaš randma, vaš asortima v tem in tem mesecu ali pa letu je pa tak, pa ne glede na to, ali boste to na trgu lahko prodali ali pa ne. Vi se sicer sklicujete na določene analize, vendar jaz moram priznati, nisem bila niti pri obrazlagi k temu zakonu dovolj seznanjena za nobeno analizo, kaj si slovenski poslušalec pravzaprav želi. Vem pa, da obstaja veliko nevarnost, če bomo tako zelo agresivni pri predpisovanju kvot in pa tudi pri razpršitvi teh kvot, da je veliko možnosti danes, da se bodo naši poslušalci preorientirali na tiste radijske postaje, ki jim bodo nudile ustrezno ponudbo. Moram pa predvsem dve stvari izpostaviti, čeprav ste danes tudi že bili izpostavljeni, pa celo z vaše strani tudi ovrženi. To je poseg v ustavno pravico iz 39. in 74. člena ustave. In sicer tako avtorjev, urednikov, producentov, lastnikov medijev, posameznih poslušalk in poslušalcev in tudi javnosti v celoti. In me zanima, na kakšen način boste ovrgli, da to ni poseg v to ustavno pravico. In druga zadeva, ki bi jo rada še posebej izpostavila, je tudi, da predlagana ureditev ne omejuje le svobodnega glasbenega urednikovanja in sprejemanja glasbe poslušalcev, omejuje tudi svobodno gospodarsko pobudo, ki je zagotovljena 74. členom Ustave Republike Slovenije
In zakonski predlog je še posebno ustavno sporen, ker omejitve ne predvideva le za postaje, ki se financirajo iz proračuna ali iz obvezne naročnine, ampak tudi za povsem zasebne komercialne radijske postaje, ki pa se financirajo same. In to ni moje mnenje, ker nisem ustavni pravnik, ampak je mnenje ustavnih pravnikov. In za zaključek naj povem samo še to, da vas tudi jaz sprašujem, kako je, na kakšen način se določajo programi pri slovenskih državnih, kulturnih in ostalih proslavah, kot je tudi ta zadnja Prešernova proslava. Hvala lepa. Hvala lepa državni svetnici magistri Mariji Lah. Želi še kdo razpravljati? Izvolite, besedo ima državni svetnik Alojz Kovšca. Hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica in vsi ostali. V državnem svetu zastopam interese obrtnikov in dovolil si bom izjavo, da če je kultura izborila slovensko samostojnost, je moj prispevek z uniformo in puško v oboroženih spopadih leta 1991 potem minoren in ga sploh ne bi omenil. Ampak tudi drugi smo nosili delež na svojih plečih, ko se je Slovenija oblikovala kot država. Kultura svojega mobilizacijskega, politika svojega s pokončnostjo, vojaki, bojevniki s puškami in svojo krvjo, gospodarstveniki smo pa to samostojnost na koncu plačali in jo še vedno plačujemo. Ko govorim o plačevanju, bom zelo ekspliciten. Še enkrat bom ponovil, tukaj zastopam interese obrtnikov. V naših vrstah so tudi umetniki, vsakovrstni, recimo zlatari. Pa mi ni nikdar padlo na pamet, čeprav obstajajo statistični podatki, koliko zlatih izdelkov se vsak mesec v Slovenijo izvozi iz drugih držav oziroma se jih k nam uvozi in koliko jih izdelajo slovenski zlatari, ker vsi ti izdelki namreč romajo na urad, ki mu mi rečemo težmer in tam dobijo državni pečat, so natančno izvagani in točno vemo, koliko zlata se vrti po trgu in nikdar nam ni padlo na pamet, da bi zahtevali, da se more vsako leto toliko in toliko procentov slovenskih zlatih izdelkov prodati. Mi svojo kakovost realiziramo na trgu tako, da konkuriramo celemu svetu. Pa ne na svetovnih trgih, na slovenskem. Nekdo je zapisal, da je Peko propadel zaradi tega, ker ni znal delati modernih, dopadljivih, lepih čevljev. 100 in nekaj let stara blagovna znamka je šla v stečaj, ljudje so ostali na cesti, a ne, kolega Semolič, zato, ker niso znali se prilagoditi okusu slovenskega potrošnika, zavednega Slovenca. Sedaj pa mi uzakonjamo tok slovenske glasbe, pa dajmo uzakoniti še tok slovenskih čevljev, pa dajmo uzakoniti še tok slovenskega zelja, pa še česa drugega. Družba gre naprej, ne glede na to, če mi hočemo ali pa nočemo. In merilo demokracije je gumb na radijskem sprejemniku. Če nekdo nekaj noče poslušati, bo pač stisnil tisti gumb. Na Komisiji za kulturo je bilo jasno povedano, da tudi odgovorni uredniki nimajo popolne uredniške svobode. Prilagajati se morajo trgu. Res se morajo prilagajati trgu. Ne glede na to, kar mi tukaj sklenemo, veto ja ali pa veto ne, če uzakonimo kvote in če tega nihče ne bo poslušal, kaj smo pa dosegli. Treba se je prilagoditi realnosti, treba je biti tekmovalen in treba je biti dober. Če hočeš samega sebe ali karkoli drugo prodati, moraš biti dober. Tudi kultura je blago. Tudi kultura je blago. Skozi zgodovino je bila. Dobro blago se dobro prodaja, slabo blago pa tudi pod prisilo ne morete prodati. In jaz ne dvomim v sposobnost slovenske kulture, da se ohrani in da se razvija. Ampak ne tako, da jo nekomu usilimo, pač pa tako, da je moderna, da je živa in da nekaj vedno novega ustvarja in da najde pot do potrošnika, to se pravi do Slovenca, pa tudi še do koga drugega.
Z drugimi besedami, ostajam zvest načelu, da nikogar ni treba v nič siliti, ker to na koncu koncev izzove napačno reakcijo. Zelo težko bi pa sprejel oceno, da kdor ni za mojo rešitev, je proti narodu. Gospa ministrica, jaz se vam opravičujem, ampak take ocene mene osebno zelo motijo. Svojo pripadnost temu narodu sem izpričal tudi s puško in na bojišču, in da mi nekdo reče, če ne glasujem tako, če glasujem drugače, sem proti temu narodu, tega jaz ne sprejemam. In tega ne bom sprejel od nobenega. Jaz te države nisem branil doma iz naslanjača z dobro mislijo, ampak sem jo branil na barikadah s puško in sem riskiral svoje življenje in si takih ocen ne bom dovolil. Veto bom podprl. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Alojzu Kovšci. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Milan Ozimič. Izvolite. Jaz se v vse te globoke ugotovitve in nasprotovanja v zvezi z to novelo, ki je pred nami in ki je predmet današnjega veta, ne bi posebej spuščal, ker z tega področja nisem niti strokovnjak, niti poznam tako daleč, da bi lahko imel v posameznih argumentih prepričljivih ali kakorkoli jih kdo imenuje, s katere stvari vsi so navajali, da imajo deležniki, ki se jih je pač včerajšnja razprava na komisiji, ki so imeli na včerajšnji razpravi na komisiji, ne bi ravno predeljeval do vseh teh stvari, ampak iz nekega čisto drugačnega razloga. Se zdaj tudi oglašam k tej razpravi tukaj. Predvsem me je zbodel danes način interpretacije in branjenja tega našega odločanja o vetu, kako je bilo to predstavljeno. Gospa ministrica je tukaj globoko zamenjala ali pa ni domela, da ni v državnem zboru, ampak da je v državnem svetu. In nam tukaj predpisovati, ki imamo po formalni pristojnosti samo dati o zadevi neko mnenje, mi v ničemer ne odločamo. Tudi ne o usodi slovenskega naroda, njegove kulture ali kakorkoli, na različne načine, na različnih naravneh izrazimo svoje mnenje, svoj pomislek, ki je vedno usmerjen k temu, da bi neko stvar osvetlili pač recimo še z drugega zornega kota ali da bi na nekaj opozorili, kar seveda je lahko slabo. Torej, naša mnenja so v prvi vrsti usmerjena k, rečemo temu, izboljšavi, ne pa k poslabšanju ali pa kvarjenju nekih stvari. Včeraj na komisiji smo pa tisti, ki seveda vseh teh argumentov in številk in statistik in regulative ne poznamo, to je drobovje na elementarni ravni deležnike, torej snovalce tega zakona in kasnejše uporabnike ali pa obveznike, ki so v njem ravnali, kot da so prvič skupaj, ne pa da je 3 mesece ali 5 mesecev ali leto dni, koliko je pač že ta stvar aktualna, se ni od zdaj aktualna, se že od prejšnjih kvot aktualna, pa vsi ali napačno razumejo, pa zlorabljajo. To je bila poanta cele razprave na koncu. In jaz sem tudi veto predlog podprl, zaradi tega sem rekel, gledajte, nič ni slabega, če se še enkrat premisli o zadevah, ki so tako očitno med sabo nerazumejoče, nasprotne in imajo popolnoma različne interpretacije. Danes tukaj utemeljitev in obrazlaga, da je bilo vse argumentirano pojasnjeno in da bomo mi danes krivci to, kar se bo pač zgodilo z slovenskim jezikom, glede na to, da pač v mediji ne bo in slovensko glasbo in za vsem tem. Nezaslišno. Nezaslišno. To je čisti nastop iz pozicije moči. Če se ne strinjaš z mojim mnenjem, si pa
sovražnik seveda in kot je bilo, pa ni to edini način, tudi včerajšnji spodrsljaj bi razumel tudi kot lapsus, ampak če se to na različnih oblikah pojavlja enkrat, dvakrat, trikrat, pa ne samo ob tej situaciji, tudi v drugih, ne vem, tam, ko se tiče recimo relacij v odnosu do lokalne samouprave, ker je nastop in argumentacije in vse popolnoma iz istega izhodišča, ne? Tako da jaz bom iz tega razloga seveda še enkrat podprl predlagani veto, zaradi tega, da se še enkrat premisli, če je to tako usodno, mi ga itak ne moremo preprečiti in ustaviti. To lahko naredi samo državni zbor in državni zbor na naš veto reagira z tem ali upošteva naše, bomo rekli, najmočnejše mnenje ali popredelitev, ki ga imamo do stvari, do zakona, do ne vem, teme, ki se pač obravnava, ali pa ne. Ali bo to naredil z premislekom, ali z pozicije moči, je pa potem njegova odgovornost, ne pa naša. Mi ne sprejemamo zakonov. In seveda si še najmanj dovolim kot član državnega sveta, kot tudi tisti, ki moram tukaj svoje mnenje, pa če tudi je napačno, izraziti tako, kot mislim, da je, da me nekdo etiketira z tem, da sem jaz, pa tudi vi vsi potem, ker smo pač za neko odločitev na zadnje še kolektivno vžigosani, krivec za nekaj, kar niti po, rečemo, naši ustavni funkciji ne moremo biti. Zatorej zavračam in to ni prvi primer, da je takšna interpretacija in takšen odnos do državnih svetnikov ali državnega sveta kot celot, če hočete, in tudi iz tega razloga je treba omogočiti vsakršen premislek in po tej plati bi rekel, je vsak veto, ki je tukaj izglasovan, še kako dobrodošel za raven demokracije, pa če hočete na koncu tudi kulture v tem našem prostoru. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Milanu Zimiču, sedaj pa ima besedo državni svetnik Jernej Verbič. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Gospa ministrica, dober dan. Jaz mislim, da si boste vzeli čas in boste dobili magnetogram vašega uvoda, pa mislim, da se boste v marsičem strinjali s kolegicama, ki sta bila prej in z obema kolegoma, ki sta predhodno nastopala tukaj. Mislim, mene je zbodlo sam to, glede, kot da bi bili mi proti slovenstvu, proti Sloveniji in tako naprej. Jaz bi vam rad, včeraj ste slišali, kakšna je moja glasbena pot, kakšen glasbenik sem. Danes bi vam rad pa še eno stvar povedal, ki jo nisem in jo nekjer ne povem. Ivan Cankar je bil v Judenburgu. Tam je bila teta od mojega očeta in ga je zaprla v samostansko klet, ker je bila redovnica in mu je s tem rešila življenje. In ne govoriti, da smo mi proti slovenstvu. Sem tudi član ZVVS, tako kot kolega Kovsca, imam medajce, ne vem, kaj še vse to mi nič ne pomeni, ker sem se boril za Slovenijo. To je prva stvar, ki sem jo hotel povedati. Druga zadeva, govorili ste o SAZAS-u in o IPS, ali kako se, IPF, IPF. Veste, jaz jim ne zaupam. Zakaj jim ne zaupam? Pred 6 leti približno sem s kolegom iz Slovenj Gradca dal pobudo, da se pregleda ta zadeva. Pa ste sigurno me vseh 211, takrat sem bil župan, še preveč dolgo, 12 let, že takrat sem vedel, da še marsikdo ima kakšen kazenski postopek ali pa sodne spore in tako naprej. Ko bo to vse čisto, potem bojo čiste marsiktere stvari v Sloveniji.
Naslednja stvar, ki jo je omenil kolega Ozimič, se mi ne odločamo. Mi odločamo zgolj o vetu. Kaj bi jo naredili gospe in gospodje poslanci, je pa njihova stvar in njihova odgovornost. Naša želja je, da se izboljša ta zakon. Mi ne da cenimo vaš trud in trud vaših sodelavk in sodelavcev, cenimo to, ampak če so določene stvari niso dobre, jih je treba pravočasno odpraviti. Tako sem včeraj rekel, papeža so zvolili v srednjem veku, da so jih zaprli in so se zmenili. In tisto, kar sem hotel z na konci, pa tole, jaz sem po poklicu zgodovinar, veste, v 70-ih letih, mislim, da vsi poznaste pokojnega, ali pa saj ste poznali, pokojnega profesor dr. Metoda Mikuša. Tako je stal, ko jaz pred pultem, pa je dvignil roko, pa je rekel, glejte, če kdo ne zna ali pa ne razume razne izme, kapitalizem, feudalizem in tako naprej, si ne da v popevko in si jo ne prepeva toliko časa, da bo razumel pojem kapitalizem, feudalizem, socializem in tako naprej. In tako je s besedo manipulacija. Če jo ne zastopi kdorkoli in z njo operira, naj si jo da v popevko in se naj točno navadi, kaj pomeni ta beseda manipulacija. Jaz nisem tokrat nič manipuliral. Jaz sem povedal samo tisto, kar meni govori moja pamet. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Jerneju Verbiču. Želi še kdo razpravljati? Izvolite. Besedo ima državni svetnik gospod Drago Ščenjavič. Tole bi vprašal prvo ministrico, glede na tvojo razpravo. 86. člen pa, kot si rekel, da je bilo fejs spremenjeno, pa spremenjeno v državnem zboru. In lobiji ali pa tisti, ki so vplivali na to spreobrnitev, če ministrica veste, kdo je to vplival, kako je vplival, to pomeni, lahko pričakuješ ponovno tako zadevo, a so to lobiji iz ozadja, taki, ki imajo kapital, denar, ali kdo je vplival. Da se to pove, jasno in glasno. Drugo, kar bi želel reči, je pa tole. Tale slovenski radijski prostor pa postaje 130. Imamo 7 nacionalna pokritost, pol imamo 44 regionalna, lokalna, pol imamo 38 postaj, ki oddajo na srednjem valu, 4 spletne radijske postaje, 41, skupaj 130. To je kar velik obseg. Pa veliki denari, pa veliki interesi, pa veliki lobiji in vse skupaj. Skozi mene ne govori noben lobij. Moja vest, pamet, znanje, ki ga pač imam. In tole bi vprašal tudi ministrico naslednje. Ali prepričljivo bi bilo tudi to. Mi smo imeli nekdaj, ko se hodil na faks, tudi tako imenovano sociologijo kulture, pa smo se tudi s temi segmenti ukvarjali, metodološko, pa raziskovalno in tole. Če je bilo v obrazložitvi tega zakona taka ena sociološka raziskava o stanju in pregledu, to, kar se pol na pamet trdi, pa tudi manipulira marsikaj, tudi te razpravi bi mogoče tudi do drugačnih zaključkov prišli. Pogledal sem sam takole bežno skozi določene statistike za 6 mesecev ali pa 5 mesecev lanskega leta, in sicer, da je bilo v letu 15 od junija pa tam do septembra oziroma oktobra od vseh teh radijskih postaj, to, kar se spremlja na tej IPF-u, 41, ki so imeli nad 40 kvoto in pa 126, ki so imeli krepko pod 140. Vsak kaj posluša, tudi jaz poslušam. Mene, tudi jaz, marsikaj. Drugo, pa marsikaj prenese, marsikaj pa tudi dobro, ne preneseš in točno upraviš, ti ugasneš pa greš naprej, a ne? Ampak prostor se pa tako in drugače ne kontaminira, to je pa druga zgodba in zakaj. In seveda tudi zdaj pa takole, ne? Glede na to, da smo vsi, bom rekel, davkoplačevalci nacionalne slovenske hiše, ne? Vsak mesec dobiš položnico kot obveznico, ne? Tako moraš plačati. Zdaj kot en davkoplačevalec tega in tole, poslušajte, jaz si ne, da si ne predstavljam, predlagam, da imamo nek sovpliv na to, kar se dogaja.
Avtonomija, ja, ampak dovolj, tvoja avtonomija, svoboda je tudi omejena z mojo svobodo v tem smislu ali pa z mojimi predlogi. Imamo not organe, pa svete, pa tole in reči, aha, sem totalno avtonomen, suveren in lahko delam, kar hočem in koliko samovolje imam in to, kar se dogaja, to, kar je ministrica povedala, se dogaja, da se in zelo, ali kaj bi pa k temu rekli, kakšne prilastke, kakšne ugotovitve, kakšne predloge. In to, kar je govorila in statistično pokazala, kakšni so premiki, zamiki, to je tudi nekoga manipulacija z tistih redakcij ven, ki se dogaja na tem terenu. To je pa moja ocena. Pa se kdo strinja ali pa se ne strinja. In torej predlagam, to kar je ministrica povedala, da pač imamo tam, ali pa ima ta država ustrezne organe, pa svete, pa predstavnike noter, ampak ne vemo, se o tem ne bi vse razpravljali, ne, pa da bi prišlo tudi do določenih sprememb, pa to ni noben poseg v avtonomijo. To je tudi, bi rekel, kot davkoplačevalci, ki plačujemo tele prispevke, da imamo sovpliv in da se zgodijo spremembe. To pa imamo upravičeno reči, pa je to zdaj neko omejevanje nekoga, svoboda ali kaj, mislim, omejevanje suverenosti, mislim, da je to daleč od tega. Gre za to, da se ena kvaliteta vsebina in tudi nacionalni pomen javnemu interesu skozi ta medij. In tega je premalo. In to tudi, ko sem še neke druge raziskave gledal, pa da ne bi zdaj več vlekel, ne bi tole pač vas pozval tudi ministrica, da pojasnite tisti člen, pa te zasuke, pa tudi to, kakšne imate še mogoče so te sociološke neke raziskave teh programov, da je kdo to delal in kaj, ker tega v obrazložitvi nikjer nisem zasledil. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Dragu Ščenjaviču. Sprašujem, ali želi še kdo besedo od državnih svetnic oziroma svetnikov? Če ne, ja, izvolite, besedo ima državni svetnik Metod Ropret. Hvala lepa, gospa ministrica, kolegice svetnice, kolegi svetniki. Zelo na kratko, popolnoma se strinjam s tem, da je v tej naši državi marsikaj potrebno urediti in da je marsikaj potrebno tudi počistiti, pa vendar bi želel, gospa ministrica, da preden pometate pred mojim pragom, pometete do tja, dokoder seže vaša metla. To pa sta tudi SAZAS in IPF in če bi želeli resnično dobro slovenskim proizvajalcem, izvajalcem glasbe, bi se zadeve lotili tam. Tam bi za njih naredili daleč največ. In naprej, če bi resnično želeli vplivati, recimo vsaj na nacionalne medije, te možnosti seveda imate, skozi svete, ki jih obvladuje vlada. In bi to lahko storili. Vendar, kako potem zahtevati od urednika nekega programa, če mu seveda predpišete vsebino, da naj si pribori in izbori tudi poslušanost. To bi vam verjetno povedali strokovnjaki, ki sedijo v teh svetih. In po tej poti ta predlog seveda ne bi nikoli ugledal luči. Toliko, hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Metodu Ropretu. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem z razpravo in sprašujem, ali želi predstavnica predlagatelja zakona podati dodatno obrazložitev. Izvolite, besedo ima magistra Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo. Izvolite. Spoštovani, najprej bi želela odgovoriti na nekatera vprašanja, pa če začnemo kar od zadaj. Gospod državni svetnik Ropret, se mi zdi, da je bil, ja, tako. Kar se tiče SAZAS-a in IPF, ta ni v pristojnosti Ministrstva za kulturo, je pa v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kar pomeni seveda, da mi ne moramo vplivati na urejanje kakršnega koli področja oziroma kakršnih koli morebitnih netočnosti ali kaj podobnega, kar se tiče teh dveh kolektivnih organizacij. Si pa prizadevamo prav zaradi tega, ker gre za avtorske pravice in ker gre sedaj trenutno na Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo za
različne konflikte interesa znotraj teh torej organizacij in samega Ministrstva za kulturo, ker imamo gospodarske dejavnosti, imamo to se pravi čist kulturne dejavnosti, ker je treba zagotoviti socialno varnost in še kaj drugega avtorjev. Torej smo pa že prosili, da bi se pristojnost za kolektivne organizacije prenesla na Ministrstvo za kulturo, zaradi tega, da bi lahko imeli vpliv na urejanje tega področja, tudi kar se tiče promocijskih skladov in ostalega, kar trenutno ni. Potem, ko gre za vpliv ministrstva na RTV Slovenijo, je potrebno povedati, da gre za neodvisno organizacijo in tukaj nima vlada nikakršne, torej da bi vlada obvladovala svete. To se pravi, gre za neodvisno inštitucijo in tukaj nima Ministrstvo za kulturo nobenih pristojnosti. Zahvaljujem se gospodu Ščernaviču za zelo dobra opažanja. Kar se tiče teh sprememb, ki so nastale tekom sprejemanja zakona, gre za običajne spremembe, ki pa so vplivale kvečjemu na izboljšanje sedanjega stanja. Na spremembo, kar se tiče nadzora 109. člena, je pravzaprav vplival Državni svet, ker pobuda je prišla pravzaprav z te strani, torej da se ta nadzor drugače uredi. In poslanci so to sprejeli in so vložili tak amandma, mi nismo nasprotovali in ker smo rekli pač, da je ureditev takšna, kot je v zakonu o audiovizualnih medijskih storitvah in je bila samo dobrodošla, ker med tem časom, ko se je pripravljal ta zakon in bil vložen, se je pa drug zakon že sprejel, torej ugotovilo se je, da je, kar se tiče nadzora, je pa seveda zadeva povsem ustrezna. Potem, kar se tiče pa izboljšav torej 86a člena, tudi tukaj je šlo samo za izboljšave, vložile so poslanske skupine, mi smo to pogledali, videli smo, da ne gre za kakršnokoli zadevo, torej gre za stvar, ki je še bolj urejala predvsem te zlorabe, o katerih sem prej govorila in seveda torej v okviru kvot se je zadeva na novo uredila in še bolj blizu smo prišli tistim povprečnim kvotam s to novo ureditvijo in smo zaradi tega se tudi strinjali s to ureditvijo. Vmes, torej prejšnji sogovorniki so kar nekaj napačnih interpretacij, torej navedb, ki so bile tukaj dane, torej tako da jaz verjamem, da ko bo magnetogram, se bo dalo to tudi prebrati, pa bomo lahko tudi pogledali, torej da je bilo resnično vse korektno tudi strani Ministrstva za kulturo. Bi odgovorila še gospe Mariči Lah, namreč ne gre za nesorazmeren poseg v delovanje medijev, v avtonomijo urednikov, svobodo izražanja in svobodno gospodarsko pobudo, kar je prej, torej s čimer se je prej strinjal, na nek način strinjal tudi gospod Ščernjavič, ker dejansko gre za to, da kvote so povsem legitimen in zakonsko definiran javni interes, tudi mi ne uvajamo kvot. Te kvote so že od leta 2005 in ostajajo v enakih višinah. To se pravi, ne gre za ničesar drugega, kot samo, da se bodo morali tudi ti, ki se sedaj, torej pač iz svoje lastne zavesti, se ne upoštevajo to, da bi bilo normalno v neki državi, kjer ceniš lastni jezik, upoštevati vsaj tisto minimalno kvoto, jo ne upoštevajo in sedaj pač želimo, da posebno še, ko gre za te radije, tudi nacionalko, ker tudi Val 202 tega ne upošteva, sem vam pokazala, kaj se dogaja pri njih, a ne? Na ta način se to dogaja, torej samo to se bo uredilo, pa nič drugega in noben prekomeren poseg ni, torej gre v bistvu za nek higienski minimum in ničesar več. In končno tudi, ko gre za Radio 1, torej od radijskega mogotca, gospoda Oblaka, torej dejansko gre za to, da uporablja javno frekvenco in mora v tistem minimumu tudi javno dobro upoštevati. Recimo Francija ima 40% kvoto tako za komercialne radije, kot tudi za javne radije, pri nas komercialni radiji imajo samo 20%
kvoto domače glasbe, tako da imajo pol nižjo, kot imajo recimo v drugih državah, pa to je pa bolj kot ne enakomerno to razdeljeno, tako na javne kot na zasebne radije. Toliko morda v pojasnilo, jaz vas prosim, da še enkrat premislite in da glasujete proti vetu. Morda še tole, torej gre za tole raziskavo, Interstat, to je raziskovalna inštitucija, in sicer odnos do maternega jezika in kulture, naročnik raziskave je pa Ministrstvo za kulturo. Hvala lepa. Hvala lepa ministrici za kulturo. Hvala lepa ministrici za kulturo, magistri Julijani Bizjak Mlakar. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja predloga odložilnega veta podati dodatno obrazložitev? Ne. V redu. Potem prehajam na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih. Najprej prisotnost. Kdo je za? Za veto. Kdo je proti? Torej, prisotnih je 30 državnih svetnikov, 24 je glasovalo za in 4 proti. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet sprejel z 24 glasovi za in 4 proti. S tem zaključujem to točko dnevnega reda, in se vam zahvaljujem za razpravo in pa za obisk Ministrstva za kulturo, ministrice magistra Julijane Bizjak Mlakar, gospoda Pršaka, ki je že šel, in pa Klemenu Krajgerju Mišiču. Hvala lepa. S tem zaključujem 19. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije in se vam zahvaljujem za sodelovanje in razpravo. Hvala.